Zakaj so položnice za ogrevanje v nekaterih mestih začele dosegati tako vrtoglave zneske? Kako bodo 200, 300 in celo 400 evrov mesečno za ogrevanje poravnali tisti z nizkimi plačami in pokojninami? Cene daljinske toplote so trenutno najvišje na Jesenicah. Občani s prstom kažejo na občino in distributerja. Tam pravijo, da so vzrok visoke cene zemeljskega plina in visoka poraba. Na Jesenicah je bila Meta Gantar. Na enem najbolj prometno obremenjenih krožišč na Jesenicah je v sredini prejšnjega tedna skupina občanov protestno blokirala promet. Zakaj danes protestirate? Položnice so katastrofalne. Jaz imam recimo samo 4 radiatorja, imam enosoben stanovanje, drugače se z dekom pokrivam, pa zmrzujem, pa sem dobila 150 evrov. Zneski rasejo tudi na položnicah Jeseničanke Jasmine, a ne tako kot pri nekaterih, ki bodo za mesec december morali odšteti tudi do 400 evrov. Konkreten primer, upokojenka s 430 evri pokojnine je dobila 280 evrov položnic v Gornjem naselju Hrušce. To je noro. Kako ne ona to plača? Jaz ne vem. Da bi znižali porabo, so prebivalci predvsem večstanovanjskih stavb prilagodili svoje navade. Denimo, za pomivanje posode hladno vodo pogrevajo kar sami. So nabavila, ventilatorsko ročko za tuširanje, strah te je, ko se greš tuširati, vsakič odprem mrzlo vodo, ker ne upam odpreti tople, čeprav sem prej, ko sem bano ribala, sem jo ribala s toplo vodo, zdaj ne upam, temu posledično so se prehladila. Če so še decembra 2020 za ogrevanje 70 kvadratov odšteli 80 evrov, se je lani položnica povečala za 75 evrov na 158. Zaradi nastalih podražitev je več kot 1000 Jeseničanov podpisalo zahtevo po znižanju cen ogrevanja. Občina in distributer sta njihove pozive za takojšnjo obravnavo prelagala. Ni res, da samo sedimo tukaj in čakamo, da se bo kaj zgolj aktivni smo. Precej smo aktivni, iščemo rešitve. Moram pa reči, da je problematika res kompleksna, da nimamo čarobne palčke v rokah. Subvencioniranih visokih položnic jeseniški proračun ne bi prenesel. Bodo pa februarja potrjevali finančno pomoč vsem, katerih preživetje bo ogroženo zaradi podražitev ogrevanja. Če bo dolgoročno cena višja, bo treba s tem računati in energetsko revščino nasloviti skozi socialne pomoči. Te vavčeri so lahko samo zelo začasna rešitev. Odjemalci seveda lahko se z distributerjem dogovorijo za kakšno različno obdobje plačila, obročno plačevanje ali kaj takšnega, to je seveda mogoče, ampak valna toplota seveda mora biti plačana. Nasproti sta prišla tudi dobavitelj in družbenik Enos ter distributer Enosote, koncesionar jeseniške občine. Mi smo se zavezali, da bomo naredili vse, kar znamo in lahko, da v prihodnjih mesecih, v okviru obstoječih okoliščin, zagotovimo maksimalno sprejemljivo ceno. Od lanskega novembra so megavatno uro spustili za 15 evrov. Taka cena naj bi obveljala do konca kurilne sezone. V občini Jesenice oskrbujemo 150 večstanovanjskih stavb, 184 poslovnih odjemalcev, 5 individualnih hiš. To na koncu znese približno 4200 gospodinjstv. To je malo manj kot 50%. Izvedli naj bi tudi analizo po stavbah, kjer ugotavljajo nadpovprečno porabo in posledično rekordne zneske. Pristojni inšpektorat do sedaj sicer nepravilnosti v zvezi z merjenjem količine porabljene toplote ni zaznal. Prav tako decembra ni uvedel inšpekcijskega postopka zoper Enos in Enosote glede okvirnega zvišanja cen toplote za 68%. Agencija za energijo je namreč dvig cen potrdila. Tako da naše cene, stroškovno upravičene, so vsak mesec preverjane s strani agencije. Tam so povedali, da tako visokih cen zemeljskega plina do sedaj še niso zaznali. Prav tako jih ni bilo mogoče predvideti. Svoje so dodali nizke temperature, emisijski kuponi in poslovni modeli podjetij. Vemo, da nekateri distributerji oziroma proizvajalci toplote so uspeli pravi čas
kupiti plin pod ugodnejšimi pogoji, nekateri pa seveda niso uspeli in imajo sedaj tudi višje cene toplote. Naša politika je, da zakupujemo plin sukcesivno po deležih in v letu 2021 smo imeli zakupljen v bistvu manjši delež, dobro desetino. Samo. S podjetjem Enos do sedaj večjih težav naj ne bi imeli, saj je zagotavljalo eno nižjih cen ogrevanja. Menim, da če so recimo v Kranju dobavitelji razumeli, da je bolje imeti dolgoročne pogodbe, čeprav takrat malo višje, kot pa se zanesti na trenutno stanje na trgu, bi lahko tudi dobavitelj na Jesenicah. Jeseniški toplovodni sistem je četrti najdaljši pri nas. Glede na povprečno januarsko maloprodajno ceno daljinske toplote pa bo ogrevanje na njem najdražje. Domnevam, da imajo običajno gospodarsko računico. Če izkoriščajo to situacijo, potem je to popolnoma druga stvar. To je kršitev pravil konkurence. Dodatno nezaupanje Jeseničanov poglablja tudi 25-letna koncesijska pogodba med občino in distributerjem Enosote. Dolžine koncesijskih razmerij so običajne tudi do 35 let. Tako da 25-letno obdobje je povsem normalno. Občani na podlagi javnega interesa želijo, da občina koncesijo odvzame. Ta jih namreč v primeru sezonskega povišanja cen ni zaščitila. Lansko leto je nadzorni odbor občine Jesenice opravil nadzor nad izvajanjem te koncesijske pogodbe. Kakšnih bistvenih nezakonitosti ni odkril, nekaj manjših pomanjkljivosti, lahko rečem, da ja, ampak to bistveno ne vpliva na samo koncesijsko razmerje, tako da tudi samega koncesijskega razmerja ne problematiziramo. Pogodbo so podpisali leta 2014. Takrat je sedanji direktor distributerja Enosote Robert Pajk bil jeseniški občinski svetnik, predsednik odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter vodja sektorja za oskrbo s toplotno energijo v nekdanjem občinskem komunalnem podjetju. Kar se jaz spomnim, mi o koncesiji, takrat, ko sem bil jaz še v vlogi občinskega svetnika in predsednika odbora za gospodarstvo, nismo nikoli razpravljali. Za napačno informacijo se je naknadno opravičil. Mandat občinskega svetnika se mu je sicer iztekel oktobra 2014, v podjetju Enosote pa se je zaposlil mesec pred tem. S 1. januarjem 2015 je od Andreja Stuška prevzel mesto direktorja. Nobenega vpliva, njegovo politično udejstvovanje ni imelo pri tem niti najmanjšega vpliva. Komisija za preprečevanje korupcije je opozorila, da občinski svetnik ne bi smel zastopati podjetja pri občini, kjer je opravljal funkcijo občinskega svetnika 2 leti po prenehanju funkcije. Podjetje ima namreč z občino sklenjene poslovne stike. Zakon sicer ne določa nobenih ovir za zaposlitev funkcionarja v subjektu zasebnega prava takoj po preteku funkcije. Obveznost vseh uradnih oseb pa je izogniti se morebitnemu nasprotju interesov. Visokim zneskom za ogrevanje sanitarne vode pa se je uspelo izogniti v enem od blokov na Jesenicah. Za toplo vodo imamo samo 10 evrov, po osebi 5 evrov. Prej smo imeli pa 60 evrov. Mi smo imeli položnice nerazumno, kubik tople vode bi mogel biti 9 evrov, mi smo ga pa od 17 pa do 26 evrov plačevali. Pa noben nam ni znal razložiti, zakaj. Investicija v toplotno črpalko se jim je povrnila v letu in pol. S tem so zmanjšali priključno moč postaje za 30%. Investicija je bila 20.000 evrov. Kot prvi v Sloveniji smo prvi zaprosili za ekosklad in so nam takrat odobrili polnih 25%. Na streho so postavili tudi sončne celice in obnovili fasado. Podobne zelene investicije niso prioriteta občine in distributerja, menijo prebivalci. Ja, Jesenice so zelene, če greste pogledat od Bolance do Hrušce, takrat, ko je sneg, je en zelen pas. In vso to izgubo energije plačajo občani. Sploh kar na Hrušci, da pride do njih ta energija. To je pa vse, kar oni naredijo. Na Jesenicah daljinsko ogrevanje sicer nameravajo ohraniti tudi v prihodnje. Izreči se bodo morali le še glede uvedbe novega energenta ali alternativnih virov koriščenja toplote.